Spoštovane in cenjene udeleženke in udeleženci posveta ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja 2021, spoštovane in drage sodelavke in sodelavci programa Mira. Desetletja zanemarjanj so nas privedla do izjemno pomanjkljivega in podhranjenega sistema skrbi za duševno zdravje v Sloveniji, do strukturne stigme in prezrtja potreb po podpori in krepitvi duševnega zdravja, ki je ključna podstat družbenega razvoja. Soočamo se s kadrovsko in programsko podhranjenimi sistemi skrbi za duševno zdravje na področju vzgoje in izobraževanja, na področju socialnega in zdravstvenega varstva, nimamo ustrezne podpore za osebe s težavami v duševnem zdravju na domu in skupnosti, niti ustrezne podpore za ranljive družine. Pesti nas veliko pomanjkanje specialistov na področju duševnega zdravja, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in psihiatrov, ter hkratno pomanjkanje služb in storitev na področju duševnega zdravja, predvsem na primarni ravni in v skupnosti. Imamo le tretjino potrebnih kliničnih psihologov, le 96 od potrebnih 300, nedopustno dolge čakalne dobe za otroke in mladostnike s težavami v duševnem zdravju na prve preglede. Pri pedopsihiatrih čakajo več kot pol leta, pri kliničnih psihologih celo več kot 1 leto. Soočamo se s slabo dostopnostjo do psihološke in psihoterapevtske pomoči ob hkratni zakonski neurejenosti sistemskega financiranja specializacij iz klinične psihologije in zakonske neurejenosti področja psihoterapije. Z omenjenimi pomanjkljivostmi in s hkratnim porastom težav v duševnem zdravju populacije, še posebej pri otrocih in mladostnikih, se v Sloveniji soočamo že več kot desetletje. Organiziranega odziva družbe in države na povečane potrebe vse do sprejema nacionalnega programa duševnega zdravja ni bilo. Nacionalni program duševnega zdravja 2018 do 2028, program Mira, pomeni organiziran in celovit pristop k varovanju in krepitvi duševnega zdravja celotne populacije, k sistematični preventivi in k celoviti ter povezani skrbi za osebe, ki že imajo težave v duševnem zdravju. Program Mira je bil žal sprejet tako pozno, da v kratkem času ni mogel zapolniti obstoječe velike vrzeli. Trenutno smo, tudi zaradi posledic epidemije COVID-19, soočeni z dodatnim porastom težav v duševnem zdravju in še bolj šepajočimi sistemi zdravstva, šolstva in sociale, ki zapirajo vrata tistim, ki pomoč potrebujejo, otroke in mladostnike pa dodatno siromašijo za normalno življenje in šolanje. Naš sistem skrbi za duševno zdravje prebivalcev se lomi. V času razglašene epidemije smo, preko povezanih deležnikov za nudenje psihosocialne podpore, organizirali posvete medresornih strokovnjakov in deležnikov ter pozvali vlado in ministrstva k ukrepanju, k medresornemu povezanemu in proaktivnemu delovanju Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, k povečanemu vlaganju v programe psihosocialne podpore in k sistemskim rešitvam na področju zagotavljanja kadra in programov, sistemskega, povezanega odziva ministrstev v podporo duševnemu zdravju do zdaj ni bilo. Kar četrtini mladih s težavami v duševnem zdravju, ki v času krize dodatno drastično naraščajo, nezadostne, neustrezno organizirane zdravstvene službe ne morejo pravočasno nuditi pomoči. Tudi sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji otrokom in mladostnikom ne nudi ustreznega podpornega okolja za varovanje in krepitev njihovega duševnega zdravja.
Nezadostne so kadrovske kapacitete šolske svetovalne službe, pa tudi programi in polnomočenost šolskih strokovnih delavcev za nudenje pomoči in podpore otrokom in mladim, ki se soočajo s stiskami in izzivi sodobnega časa, s pomanjkanjem čustvenih in socialnih kompetenc, ki se srečujejo z vrstniškim in spletnim nasiljem, z različnimi oblikami odvisnosti, s povečanjem neenakosti in s tem tudi neenakimi pogoji za duševno zdravje. V slovenski šolski politiki še vedno prevladuje preživet koncept in zastarelo prepričanje, da so šole namenjene zgolj in predvsem izobraževanju, ne pa tudi vzgoji in podpori celostne dobrobiti otrok in mladih. Sodobni izzivi, s katerimi se soočajo mladi, brez dvoma terjajo reformne ukrepe v vseh sistemih skrbi za duševno zdravje otrok in mladih, tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja. Porast težav v duševnem zdravju otrok in mladih v času trenutne zdravstvene krize in dosedanja nemoč strokovnjakov ter nevladnih organizacij v vseh treh resorjih, zdravstvu, šolstvu in sociali, so nas kljub vsemu združili v iskanju rešitev. 1. junija smo zato v okviru programa Mira organizirali medresorni posvet na temo podpora duševnemu zdravju otrok in mladih v času epidemije COVID-19, ki se ga je udeležilo več kot 110 strokovnjakov iz vseh treh resorjev. Oblikovali smo stališča in pozvali k ukrepanju vlado in vsa tri ministrstva, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Udeleženci junijskega posveta smo si bili enotni, da je treba med ukrepi za obvladovanje posledic epidemije nameniti odločno več pozornosti ukrepom v podporo otrokom in mladim. Ti ukrepi so nujni zato, da bomo učinkovito naslovili stiske otrok, mladih in njihovih bližnjih ter posledice povečanih razlik med otroci in mladimi, tako v njihovi splošni dobrobiti in blagostanju, kot tudi v učnih dosežkih. Odziva vlade na poziv k ukrepanju vse doslej ni bilo, niti z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zato smo 19. avgusta v okviru programa Mira in v podpori Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja osnovnih in srednjih šol ter Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije organizirali drugi spletni posvet za ravnatelje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah na temo podpora duševnemu zdravju otrok in mladih v okolju vzgoje in izobraževanja v času krize in po njej. Udeležilo se ga je 161 ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in vzgojnih zavodov. Strinjali smo se, da že posredovanim ukrepom dodamo nekatere nove in ponovno pozovemo vsa tri ministrstva, posebej pa še Ministrstvo za šolstvo, k ukrepanju, k vzpostavitvi ustreznih pogojev za podporo duševnemu zdravju otrok in mladih v okolju vzgoje in izobraževanja. Pričakujemo ustrezen odziv in rešitve. Živimo v razmerah, ko preprosto ne moremo več dopuščati zanemarjanja skrbi za duševno zdravje Slovenk in Slovencev, neenakosti v dostopnosti ustrezne pomoči, stigme in diskriminacije. Na nedavnem posvetu ključnih strokovnih inštitucij in služb na področju duševnega zdravja otrok in mladih v zdravstvu in Zveze prijateljev mladine Slovenije, Tom telefona, smo se strinjali, da do leta 2025 odpravimo čakalne vrste za otroke in mlade, ki imajo težave v duševnem zdravju. Za doseganje tega cilja pa se bodo morale ukrepiti službe v vseh treh resorjih. A da ne bom pretirano kritična, v zadnjih 3 letih od sprejema programa Mira je bilo veliko narejenega. Do konca tega leta bo vzpostavljenih že 25 centrov za duševno zdravje otrok in mladih od skupno 28 in upam tudi 19 centrov za duševno zdravje odraslih od skupnih 25. Res je,
da kadrovska zasedba teh centrov še ni optimalna, vendar daje ustrezen okvir za razvoj mreže služb za duševno zdravje v okviru zdravstvenega sistema na primarni ravni, ki bodo omogočale dostopnost pomoči v lokalnih okoljih, povezano interdisciplinarno in medresorno obravnavo ter skupnostno skrb za duševno zdravje. Okrepljene so tudi bolnišnične zmogljivosti za obravnavo otrok in mladih s težavami v duševnem zdravju, vključno z vzpostavljeno dnevno bolnišnico v Ljubljani. In moram pohvaliti Ministrstvo za zdravje, ki se je v zadnjem letu velikopotezno odzvalo na povečane potrebe in podprlo vzpostavljanje centrov za duševno zdravje in ostalih nujnih zmogljivosti. Seveda kaže se, da je načrtovano in pospešeno specializirati kader za delo na področju duševnega zdravja in hkrati vzpostavljati zmogljivosti in programe v sistemu socialnega varstva, varstva otrok in družine ter v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki bodo omogočali stopenjsko in povezano obravnavo. In kar je izjemnega pomena, stkale so se vezi in sodelovanje strokovnjakov ter nevladnih organizacij iz različnih resorjev na lokalni in nacionalni ravni, kar bo omogočalo interdisciplinarno in medinstitucionalno povezovanje pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju. Te koalicije in povezovanje pa pomenijo združeno moč med seboj povezane stroke in civilne družbe. Skupaj bomo pri odločevalcih lažje dosegli rešitve, ki državljankam in državljanom na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja pripadajo in so jih odločevalci sistemsko dolžni zagotoviti tudi z zagotavljanjem enakosti v dostopnosti duševnega zdravja za vse prebivalke in prebivalce. Te možnosti in priložnosti nam daje tudi nov akcijski načrt nacionalnega programa mira v letih 2021 do 2023, ki čaka na Ministrstvo za zdravje za sprejem na vladi. Želim si, da bi nas obeležitev letošnjega dneva duševnega zdravja še tesneje in močneje povezala pri iskanju rešitev in v dobrobit duševnemu zdravju nas vseh.